Pozdravljeni! V času velikonočnih praznikov je Velika nedelja praznovala praznik krajevne skupnosti. Med prireditvami je bila tudi osrednja proslava, kjer so zaslužnim sokrajanom podelili tudi plaketi. Proslavo si boste v našem programu kmalu lahko ogledali v celoti, danes pa smo pripravili le nekaj utrinkov. Kot je znano, začetki kraja z imenom Velika nedelja segajo v leto 1199, ko je nemški viteški red križnikov templarjev na prošnjo Friderika Ptujskega I. na tem kraju na samo velikonočno nedeljo premagal ogre. Ime kraja Velika nedelja naj bi izviralo prav v počastitev te zmage. Kraj ima nekaj okrog 300 prebivalcev, je pa Velika nedelja tudi center krajevne skupnosti, ki zajema 11 naselij. V 827 letih obstoja Velike nedelje se je v kraju marsikaj spremenilo. Značilna velikonedeljska veduta ostaja nespremenjena, a se je Velika nedelja do danes razvila v sodoben kraj, kjer živijo marljivi ljudje, ki delujejo v številnih društvih in se radi družijo. Osrednji dogodek v času praznika krajevne skupnosti Velika nedelja je proslava, ki tradicionalno poteka na velikonočni ponedeljek. Prinesla je bogat kulturni program, ki so ga pripravili šolarji in člani kulturnega društva Simon Gregorčič. Slavnostni govornik je bil predsednik krajevne skupnosti Janko Meško, ki je med drugim povedal. Prav je, da se ozremo na prehojeno pot in pogledamo, kaj smo uspeli narediti v preteklem letu. Poleg rednih vzdrževalnih del, kot je skrb za pokopališče, javne površine in poti, se je veliko sredstev namenilo tudi gasilcem, kulturnikom in športnikom. Nadaljevala se je izgradnja namakalnega sistema, fekalnega sistema, rekonstrukcije vodovoda v Mihovcih, obnova kapelice na Strmcu, sanacija plazu v Drakšlu in še nekateri manjši projekti. Sredstva glavarine smo namenili posodobitvi ozvočenja v Mrliški Vežici ter zasaditvi dreves pri Vežici, del pa tudi v obnovo kulturne dvorane, kjer smo zamenjali barvno razsvetljavo na odru, obnovili reflektorje, posodobili ozvočenje in popravili zavese. Nakupili smo tudi nekaj drobnega inventarja za Vežico in kulturno dvorano, kjer bodo postorjena še nekatera obnovitvena dela, da bo naša kulturna dvorana še bolj primerna za različne predstave in prireditve. Seveda imamo želje in načrte tudi za prihodnost. Naša obveza je, da v sodelovanju z občino Ormož razvijamo naš kraj še naprej. Podrobnejše investicije v krajevno skupnost Velika nedelja iz občinskega proračuna za leto 2026 bo predstavil gospod župan, ki se mu na tem mestu posebej zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje, razumevanje, za vso pomoč in skrb, ki jo namenja naši krajevni skupnosti. Investicije v občini in v krajevni skupnosti Velika nedelja je v nadaljevanju predstavil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Poudaril je, da si v občini Ormož prizadevamo za celovit razvoj vseh naših krajev. Tako občina Ormož tudi v krajevni skupnosti Velika nedelja izvaja številne projekte, od urejanja cest in vzpostavitve namakalnega sistema do vlaganj v turizem. Posebno pozornost pa si gotovo zasluži največja investicija, ki je bo deležna krajevna skupnost Velika nedelja, in sicer gradnja nove osnovne šole, ki bo vredna 10 milijonov evrov in bo zgrajena do leta 2029. Osrednja proslava je tudi priložnost za podelitev priznanj zaslužnim krajanom. Letos so podelili 2 bronasti plaketi krajevne skupnosti. Prejela sta ju Društvo upokojencev Velika nedelja ob 50-letnici aktivnega delovanja ter Davorin Arnuga, aktiven član domačega društva prijateljev mladine, prostovoljec in ljubiteljski fotograf,
ki s svojim fotografskim delom vestno beleži dogajanja v skupnosti. Če kje, se na Grabah v občini Središče ob Dravi vedno kaj dogaja. Gotovo pa si na Grabah vedno vedo zelo domiselno popestriti vsak praznik. Tako v času velike noči ni smela izostati tradicionalna velikonočna razstava izdelkov pridnih rok, ki je običajno bila na ogled v vaškem domu, letos pa so jo precej razširili in na ogled postavili v dvorani tamkajšnjega župnišča. Mnogi sploh vedeli nismo, da ima župnišče ob cerkvi Svetega Duha na Grabah tudi prostorno dvorano, ki je dovolj prostorna tudi za razstave, kot je bila minula velikonočna, ki jo je pripravil vaški odbor Grabe s predsednico Vesno Žerjav na čelu. Glede na vse aktivnosti, ki se tukaj dogajajo v organizaciji vaškega odbora, ne, z vami na čelu, pravzaprav ta razstava ni presenečenje ravno, ne, čeprav je čudovita, prečudovita. Presenečenje, za mene je presenečenje. Jaz sem bila malo v dvomih, da se bodo vsi, ki sem jih poklicala, udeležili razstave, ampak zgleda, da so me vsi resno jemali pa prišli, ne. Imam pa občutek, da ljudje, ki nekaj delajo, ustvarjajo, so bili prav veseli, da lahko nekaj pokažejo, kaj so ustvarili, ker dejansko zdaj nobene razstave daleč tudi okrog njega bilo že dolgo ne. No, zanimivo je tudi to, da ste se iz čebelarskega doma preselili v ta veliko večji prostor, tudi to je že en korak naprej. Ja, v dome, še mi sicer ustvarjamo, ampak v domi to takšna razstava ne more biti. Te pa je to ta dvorana in smo gospodi župniki rekli, on je bil ves presrečen, da se nekaj v Farofi dogajalo in tako smo si malo popucale, uredile in je to, ne. In kaj vse prinaša razstava? Videli smo, da tudi nekaj gostov z Hrvaške je tukaj za svojimi izdelki. Ja, za Hrvaške so predvsem cekari, ne, z Oličja, oni so pač znani Međimurci, da imajo cekare, potem je en gospod z Nedališča, ki je pripeljal bonsaje, to je tudi nekaj posebnega, ne. Potem ena gospa klekla v Stanetencih, sicer pa je njena sestra v Središči, pa tudi obe kleklata, ne. Potem imamo zankice iz Vidma, z njimi sem se že dopisovala pred nekaj leti, pa smo že mi tudi tam sodelovali, pa one so se lepo, te stročje vasi, turistično društvo so bili kar veseli, ker so tudi rekli, ker se nimajo kam pokazati.
Te moji domači, vsi grabljenci so vsi sodelovali, vsi so donesli. Moram pa vam povedati, da so ti prti, ki so tu gor po zidi, pa nekaj totih, to so prti naših babic. In toti prti so stari eni celo, lahko rečem, 100 let. Tako da je to velika dragocenost. Ne? No, vsekakor je ta razstava nekaj posebnega, čudovita je v bistvu. Vse je, kar se nekje spada, torej za veliko noč. Povabili ste tudi seveda izdelovalke rož, brez njih skoraj to ne more miniti, ne? Seveda, oni so naše prijateljice, morajo biti tu, pa zdaj malo te stare ljudske pesmice zapojejo, tako da mislim, da je vse čudovito. Moram pa še omeniti šolo pa vrtec, ker so se otroci tudi potrudili, tam so gor, tako da smo dejansko vsi sodelovali. Otvoritev bogate razstave je potekala pred vhodom v dvorano. V kulturnem programu sta sodelovala mlada domačina, Jaka Horvat, ki je zaigral na klarinet, in recitatorka Lana Ivančič. Zbrane obiskovalce pa je najprej pozdravila predsednica vaškega odbora Vesna Žerjav, nato pa še župan občine Središče ob Dravi Toni Jelovica. Vse zbrane in razstavo pa je blagoslovil domači župnik Jože Urbanija, ki navdušenja, da se v župnijski dvorani nekaj dogaja, ni skrival. Bogata razstava ni navdušila samo številnih obiskovalcev, ki so že na samo otvoritev prišli od blizu in daleč, pač pa tudi razstavljavce, ki so komaj verjeli, da je vaškemu odboru Grabe uspelo zbrati toliko prelepih reči. Saj, kot je že povedala predsednica vaškega odbora, so vsi, ki so jih povabili k sodelovanju, s svojimi izdelki razstavo z veseljem obogatili. Smešne bile so besede, ki si jih govori mož, braniti joj, kak joj hočeš, ali zabranil in ne boš. Ja, zelo lepo je, ne? Razstava taka ob teh praznikih je zelo primerna in je čudovita. Ne? Kaj vam je pravzaprav najbolj všeč kot obiskovalcu? Najbolj všeč so mi dejansko narisana jajčka oziroma pripravljena jajčka različnih oblik in pa ti našivani prti. Zelo lepo. Lepo všeč mi je, pa vse moramo pohvaliti, vse tote, ki so to pripravili, v glavnem Vesno, ona je glavni organizator. Malo smo ji pomagali, ampak v glavnem lepo je. Nisem si predstavljala, kaj bude teko, pa kaj do tašne lepe stvari, ne? Se tudi vi kaj ukvarjate morda s kakšnimi takšnimi ročnimi zadevami? Ja, tam na tisti mizi so tisti zajčki moji, pa tisti piščančki, pa tista velika jajca. Tako da malo pa ona tista pletenica, pa tako malo, pač se nekaj malo zdaj sem ni več pri upokojencih, te pa se malo tako ukvarjam s tem, s takšnimi stvarmi. Pa rožice tudi delamo, tako pač. V glavnem to je skupina, tako kuham jaz, te pa si pač vsaka se nekaj znende, pa nekaj napravi, pa ena drugi povemo malo, pa ena drugi pokažemo, pa gre. Zelo lepa razstava je. Kaj pa vam je najbolj všeč od vsega? Meni osebno ročna dela. Se pravi prtički, vezenine? Prtički, vezenine, to je vloženega veliko truda in dela, pa tudi ideje morajo biti dobre. Ja, jaz sem bila zelo prijetno presenečena. Smo tudi, sodelujemo tudi naša skupina, ima tudi eno mizo naših izdelkov. To, kar pa so pripravili, pa je res nekaj izrednega. No. Tako pridni ljudje so tukaj, da se ne da povedati. Strašno pa sem vesela, da je razstavljenih tudi zelo, zelo veliko starih stvari. Torej pravite, naša skupina, za kakšno skupino gre? Iz Ljudske univerze, Univerza za tretje življenjsko obdobje, ustvarjalke. In kaj ste torej vi ustvarjalke pripravile? Mi pa smo prtičke našite, nakvačkane, pirhe iz filca, polstene, nakvačkane jajčka, pa kvačkane torbe iz tantanov. No, to je pa kar nekaj, ne? Vas veseli sicer to, itak, ne? Ja, zdaj že skoraj 20 let delam na tem področju.
Delal sem najprej lažje stvari, ali iz vrvic, pa papirja, pa take stvari, ne. Tapisarije, pa makrameje. Kasneje pa sem začel bolj les rezati tudi, pa rezbarije, pa mislim, z večjimi stvarmi se ukvarjam, pa se mi zdi, da malo preveč, ker mi cajta zmanjka, ne. No in kaj so tukaj vaši izdelki, kje se nahajajo? Moji izdelki so zgleda v drugem prostoru, ne. So od kleklov, rezbarij, makrame, kaj še je, pletem tudi, male košarice iz Pintovca, ne, pa te večje košare iz Pintovca še z Gožico, ne, one male košarice so iz kuhanega Pintovca, ne, ko olupim Gožico, doj pa to, ne, ta večje košare, dve pa so iz Pintovca še z kožo ali skorjo, ali kak ne rečem, ne. Pravzaprav bi bilo težko našteti vse, ki so s svojimi izdelki sodelovali na razstavi. Med drugimi smo videli tudi fotografije Marka Zabavnika. Razstava je bila na ogled vse dni v času velikonočnih praznikov. Ja, res je, s tem smo pač popestrili ta občinski praznik našega, letos praznujemo 70. S tem smo tudi ohranili tradicijo in da ta tradicijo se ne bi pozabili, na njo se pač prenaša na mlajši rod in s tem tudi živi kultura in pa vse, kar se prenaša na mlajše, ker tudi ta mlajši vidijo, kaj se je nekoč dogajalo ne samo v naši kraji, ampak tudi v sosednjih krajih. Razstava pridnih rok pa ni bila edini dogodek, ki so ga v času velike noči pripravili grabljenci. Na veliko nočno nedeljo popoldne so otroci z velikonočnim zajcem po vasi iskali pisanke, kar je bila samo še ena priložnost za druženje. 1. maja konjeniško društvo Središče ob Dravi na Grabah pripravlja 10. mednarodne konjeniške igre. Gre za celodnevni dogodek, ki že desetletje prinaša izjemno dogodivščino za ljubitelje konj in za vse, ki 1. maj radi preživijo v naravi in predvsem v dobri družbi. Maneža na Grabah je na dan našega obiska v Središču ob Dravi še samevala. A se prvomajski prazniki hitro približujejo, tako da so v tem času člani tamkajšnjega konjeniškega društva načrt dogajanj že dodobra pripravili. Potekala bodo tekmovanja eno- in dvoupreg, tekmovanja jahačev in kasačev ter lipicancev. Vzporedno pa bo na voljo tudi pestro družabno dogajanje, ki se bo začelo v zgodnjih jutranjih urah. Ko bomo začeli s pripravo in pa peko vola na žaro, kajti lani se je to izkazalo za zelo dobro potezo. Letos bomo potezo ponovili že zaradi tega, ker imamo tradicionalne 10. mednarodne konjeniške igre v občini Središče na Grabah, v občini Središče ob Dravi na Grabah in pa seveda v tem delu Slovenije smo, mislim, da edini, ki prirejamo to že 10 let. Potem se pa začne med to peko, upamo, da nas obišče budnica, da nam zaigra nekaj poskočnega, da ne bomo zaspali in pa potem od 10. ure naprej se začne zbiranje tekmovalcev oziroma vseh udeležencev kočij in konjenikov, ki bodo sodelovali na promocijske vožnje po našem prostoru in pa sodelovanje v tekmah. Je ta pogovor povabilo udeležencem ali obiskovalcem in radovednežem? Ta pogovor je v prvi vrsti povabilo in zahvala vsem tistim, ki nas 10 let na igrah spremljajo, da nas tudi letos podprejo. Povabilo je tudi za vse tiste, ki za 1. maj nimajo kam, kajti pri nas bo poskrbljeno za vse. Mi, če delamo od A do Ž, se pravi, od hrane do pijače, ki bo lokalna in če malo naštejem, kdo z nami sodeluje vse, se pravi, vol na žaru bo, mesnica manjši bo, seveda brez pivovarne s Koliber, 150 metrov stran ne bo šlo, ampak takrat bo pivovarna s Koliber z nami. Poskrbljeno bo tudi za naše najmlajše, napihljiva igrala in pa otroške delavnice. Otroške delavnice smo lani izvedli prvič in se je tudi pokazalo za zelo dobra ideja. Tako da vsi tisti, ki za 1. maj nimate kam, bi rekel, pridite k nam na Grabe.
čaka vas obilo veselja, zanimivosti in pa druženja ob tem slovenskem državnem prazniku. Vsekakor bo poskrbljeno za vse, to pomeni, da ni potrebno doma kuhati, da bo torej lahko tudi se tukaj pojedlo in enostavno preživelo cel dan tukaj. V naši družbi se bo lahko preživelo cel dan. Se pravi, od jutra do večera oziroma poznih večernih ur, se pravi, hrana bo. Letos pripravljamo po vsej verjetnosti tudi še eno novost, še enega našega domačina, ki pa naj za trenutek še ostane skrivnost. Za otroke bo poskrbljeno tudi točeni sladoled, bomo imeli tako, da 1. maja ne boste zgrešili, če na grabe pridrvite in se z nami podružite. Razen vsega, kar je naštel predsednik društva, pa dan prinaša tudi tombolo in gotovo še kaj, kar nam bo polepšalo prvomajski dan. V vrsti območnih srečanj mladih kulturnikov, ki jih pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ormož, je bilo tudi območno srečanje otroških pevskih zborov Cicido 2026. Tudi letos je srečanje potekalo v športni dvorani osnovne šole Sveti Tomaž. Nastopilo je 8 otroških pevskih zborov. Uvodno srečanje je predstavljal nagovor ravnatelja osnovne šole Sveti Tomaž Marka Laliča in tudi tamkajšnjega župana Mirka Cvetka, medtem ko so na svoj nastop že čakali domačini. Otroški pevski zbor Mali velikani vrtca pri osnovni šoli Sveti Tomaž, ki ga vodi Lea Majcen. Kakor bi moralo biti preprosto otroštvo, tako so tudi preprosta naša srečanja in naš današnji nastop. Celo leto smo sproščeno prepevali in skozi igro spoznavali pesmi, ki jih predstavljamo na današnjem srečanju, so zapisali v svoji predstavitvi. Drugi je nastopil otroški pevski zbor vrtca Ivanjkovci, ki ga vodi Mihajla Vočanec. Sestavljajo ga otroci stari od 4 do 6 let. Zbor deluje v okviru glasbenih uric. Smo pisana skupina navihancev, ki uživamo ob skupnem prepevanju in druženju. Na naših pevskih uricah ne le da pojemo, temveč se skozi glasbo povezujemo in preko igre razvijamo posluh, občutek za ritem, pravilno dihanje in druge glasbene elemente, so pojasnili. Nato je nastopil otroški pevski zbor vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož pod vodstvom Jožice Hebar. Gre za skupino malih pevcev, ki že od jeseni z navdušenjem raziskuje svet pesmi, ritma in glasbe. Otroci s svojim petjem izražajo veselje, radovednost in ustvarjalnost, ki jo prinaša vsak nov dan v vrtcu. Na vajah, da ne vadijo samo petja, temveč se učijo tudi sodelovanja, sprejemanja drug drugega in poguma, da stopijo na oder. Potem je nastopil otroški pevski zbor Čebelice osnovne šole Stanka Vraza, ki deluje pod vodstvom Simone Novak. Šteje 14 učencev. Zbor ima vaje 2-krat tedensko. Prepevajo različne pesmi, od ljudskih do avtorskih, pridno vadijo, posebej pa uživajo v glasbenih igrah, ki vključujejo petje z gibanjem. Za nastop v Svetem Tomažu so se z veseljem pripravljali in komaj čakali, da se predstavijo. Otroški pevski zbor Otroci pojejo osnovne šole Velika nedelja in podružnice Podgorci, ki je nastopil naslednji, je združen otroški zbor 2 šol. Vodi jih Teodora Ivanuša. Zbor obiskujejo učenci od 1. do 4. razreda, nastopajo na šolskih, krajevnih in občinskih proslavah. Združeni z mladinskim zborom so sodelovali na proslavi ob 130. obletnici šolske zgradbe in 370-letnici omembe prvega učitelja v Veliki nedelji, na kar so še posebej ponosni. Predstavil se je tudi otroški pevski zbor osnovne šole Središče ob Dravi, ki deluje pod vodstvom učitelja Tomaža S. Ivana.
Zbor predstavlja skupnost 30 pevcev, ki se na vajah srečujejo vsak ponedeljek in sredo. Pojejo raznolik repertoar, od ljudskih do sodobnih pesmi in prav vsaki od vseh pesmi poskušajo vdihniti svoj značaj. Poudarjajo, da so skupnost, kjer vsak glas šteje in kjer med notami nastajajo tudi lepa prijateljstva. Otroški pevski zbor Mali muzikanti osnovne šole Ormož vodi Irena Blagovič. V zboru sodeluje 25 pevcev od 1. do 2. razreda. Srečujejo se ob petkih, kot pravijo, si s petjem na prijeten način zaključijo naporen teden in tako še bolj veselo skočijo v vikend. Da pri petju uživajo, se sprostijo in skozi različne glasbeno-didaktične igre spoznavajo zanimiv svet glasbe, pravijo. Tudi za konec so nastopili domačini. Otroški pevski zbor osnovne šole Sveti Tomaž, ki ga vodi Aleksandra Kelemina Plemenič. Zbor obiskuje 39 učencev od 1. do vključno 5. razreda. Vaje imajo v 2 skupinah. Pojejo večinoma enoglasne pesmi, preizkušajo pa se tudi v dvoglasnih. Ponašajo se s pestrim repertoarjem, od slovenskih, ljudskih do umetnih, popevk in raznih priredb, ki jih priredijo kar po svoje, kar jim predstavlja še poseben izziv. Nastope je spremljala strokovna spremljevalka Manja Gošnik-Volk, priznana slovenska zborovodkinja in glasbenica, ki že vrsto let uspešno vodi zbore ter dosega izjemne rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Pa tudi na srečanja otroških pevskih zborov na našem koncu rada prihaja. Po nastopih vseh 8 zborov je povedala. Ja, letos sem pogrešala kolega, ki je odšel v pokoj, Leona Laha, tako da je bilo nekaj manj zborov. Je bilo pa zanimivo, ker mislim, da so bili 3 vrtčevski zbori, med zbori pa je bila tudi ena debitantka iz osnovne šole Stanka Vraza. Ona je vodila ta zbor in je zelo dobro opravila svoje delo. No, zanimivo je slišati, recimo, o čem vi razmišljate, ko poslušate te zbore, oziroma na kaj ste najbolj pozorni? Najprej sem pozorna na izbiro programa, ki mora nekako ustrezati duši pevcev in njihovim tehničnim zmogljivostim, se pravi njihovi starosti, njihovim pevskim zmožnostim in tako naprej. Potem sem zelo pozorna na samo petje, na kako zborovodja vzgaja otroške glasove, a so pravilno vodeni, ali niso preveč stisnjeni, preveč grleni. Poleg te tehnične postavitve pa sem zelo občutljiva na samo interpretacijo, se pravi na pripovedovanje petih pesmi, da so pevci pozorni na to, kaj pojejo, da izhajajo iz samega besedila in vsebine pesmi, da pripovedujejo zgodbo. Potem nenazadnje na koncu sem pa zelo vesela, če vidim med pevci in zborovodji primerno interakcijo, da se povežejo med sabo in da nastane nek tak lep pevski doživet izdelek ob koncu petja. Gospod ravnatelj, kaj pravite na današnjo prireditev, ki se je tukaj dogajala? Ste imeli veliko priprav s takšno prireditvijo? Dober dan vsem skupaj. Niti ne, če imaš dobro ekipo in veš, da bo vse funkcioniralo, potem je to. Vam je zanimivo tako, ko se zbere toliko šolarjev, otrok pravzaprav ne, na vaši šoli, vaši športni dvorani? V bistvu je tako, mi smo take množice navajeni, tudi za materinski dan smo imeli koncert, kjer smo se zahvalili mamam in bilo je podobno število ljudi, tako da nam to ni tako tuje, niti ne tako da. In tudi to za materinski dan ste imeli tukaj v športni dvorani? Ja, to pa smo imeli 25. marca, ja. No, zanimivo, velikokrat torej imate te prireditve, ki so pravzaprav množično obiskane, ne? Kaj torej
tako pritegne publiko, nastopi vaših šolarjev ali kaj drugo? Enostavno otrokom, pa tudi vrtcu, je treba dati priliko, da se pokažejo. Starši radi pridejo pogledati, sploh pa babice pa detki, tako da je tukaj vedno zagotovljeno, da je polna dvorana. Torej, vi kot ravnatelj spodbujate te dejavnosti? Absolutno, ker jaz sem vedno rekel, da je šola tisto kulturno središče nekega kraja. Zdaj pa glede na to, da mi spadamo pač pod manjšo občino, ja, se zavedamo odgovornosti in ja, mi smo tisti nosilci kulture za naprej. Tako pravi ravnatelj in dejansko se v Svetem Tomažu vedno kaj dogaja, tako na kulturnem kot ostalih področjih družabnega življenja. To, da že nekaj let z veseljem gostijo srečanja otroških pevskih zborov, ki jih organizira območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož, tako ni nič nenavadnega. In še šport. Rokometaši Jeruzalema so odigrali 3 tekme v B skupini lige za prvaka. Poglejmo, kakšen je njihov izkupiček. Sezona 2025-2026 v elitnem rokometnem rangu se počasi preveša v sklepni del tekmovanja. Čez dober teden bomo dobili pokalnega prvaka. Para polfinala sta Slovan Ljubljana, Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje Slovenj Gradec. Naslov branijo rokometaši iz glavnega mesta Ljubljane. Zaključni turnir najboljše četverice v pokalnem tekmovanju bo gostila 17. in 18. aprila dvorana Tivoli. V obeh ligah za prvaka so bili že odigrani 3 krogi. V skupini A najbolje kaže Slovanu, ki je pri 12 točkah, sledi Slovenj Gradec s 6, Gorenje s 4 in Škofja Loka z 2 točkama. Ljubljančani so si že zagotovili prvo mesto in pot v polfinale. Kdo bo drugi polfinalist iz skupine A, bo odločeno v zadnjih 3 krogih. V skupini B, kjer nastopa tudi naš predstavnik Jeruzalem iz Ormoža, najbolje kaže Celjanom, katerim je uspel veliki med tudi v Evropi po uvrstitvi v polfinale pokala EHF. Tam jih čaka makedonski Ohrid. Drugi polfinalni par sestavljata predstavnik Bosne in Hercegovine, izviđač iz Ljubuškega in Madžarska Tatabanja. Celjani in rokometaši Trima so trenutno pri 10 točkah. Novomeška Krka ima 4. Jeruzalem je po 3 porazih še brez točk. Vinarji so v prvem krogu lige za obstanek klonili proti Celju 31-39, nato proti Trimu 30-34 in nazadnje še proti Novomeški Krki 29-31. Domači so odprli tekmo z vodstvom 2-0, a je hitro Krka spreobrnila potek tekme in po seriji 4 zaporednih golov povedla 4-2. Na polovici prvega polčasa je prednost Dolencev že narasla na +5, 8-3. Na odmor pa so varovanci trenerja Mirka Skoka odšli s prednostjo kar 7 golov, 17-10. V 40 minuti je Nace Zajc Krko popeljal do najvišje prednosti na tekmi, +8, 22-14. In vprašanje zmagovalca je bilo odločeno. Jeruzalemu je do konca tekme uspelo znižati zaostanek in ublažiti poraz na končnih -2. Jeruzalem Ormož 29, Krka Novo mesto 31. Pri domačih so Matevž Žunič, Ignjat Nešič in Jure Lukman dosegli po 5 zadetkov. Pri gostih je bil najboljši strelec Matevž Žagar, ki je dosegel 6 zadetkov. Jernej Avsec je dodal 5, Dino Rašo in Izidor Budja sta mrežo nasprotnika zadela 4-krat. Vratarji domačih so zbrali 12 obramb, Aleš Zemiš 10, Filip Ramfel 2. Pri gostih je Luka Stanojlović zbral 7 obramb. V soboto 11. aprila vinarji ob 19. uri gostujejo v celjskem Zlatorogu. Nato jih v ligi za prvaka čakata domača tekma proti Trimu in gostujoča tekma proti Krki. V ligi za obstanek sta bila odigrana 2 kroga. Z 2 zmagama sta presenetila predzadnji uvrščeni Sviš in zadnji uvrščena Radovljica. Tako je v ligi za obstanek pred zadnjimi 4 krogi še vse mogoče. Vodita Sviš iz Ivančne Gorice in Riko Ribnica s 6 točkami. Frankštal Radovljica in Škofljica sta pri 4 točkah. Razplet 3. kroga je lahko takšen, da bodo vse 3 ekipe imele po 6 točk. Do konca sezone nas čaka precej zanimivih dvobojev za naslov državnega prvaka in v boju za obstanek v ligi. To je bilo samo nekaj izmed dogodkov, več o dogajanjih Todo Krog boste lahko izvedeli v naslednji oddaji čez teden dni.
Danes pa hvala za pozornost in nasvidenje.